Torej, oktobra leta 1995 nas je Leda Dobrinja povabila nekatere posameznike iz slovenske Istre, ki smo v bistvu se ukvarjali tudi s pisano besedo, zapisovali pomembne dogodke, morda tudi pesmi ali pa prozna besedila, zgodbe, vedno seveda o Istri, na tak ustanovni sestanek in tam smo ustanovili društvo oziroma krožek, študijski krožek Beseda slovenske Istre. Sodelavci tega krožka, Beseda slovenske Istre, sodelujemo že dlje časa. Velikokrat nam pomagajo tudi pri prireditvah, ki jih v knjigarni Libri zelo pogosto pripravljamo. Spodbudilo pa nas je to, kajti imeli smo občutek, da vsaka naša prireditev, ki smo jo pripravili in ki se je vezala na prostor, v katerem delujemo in živimo, je z njihovo pomočjo res postala tisto, kar smo želeli. Vedno so nam pokazali tiste vsebine, ki smo jih želeli, ki so se nanašale na stare istrske običaje, na tradicijo. V današnjem neduhovnem svetu, kjer nas čudne silnice vlečajo sem ter tja, tako da ne vemo ne kam, ne kot, je še kako prav, da imamo neke stalnice. Zame na nebu žarijo 3 zvezde. To sta 2 pokojni babici in 1 prababica, ki mi kažejo pot do mojih korenin, do mojega narečja. Prireditve so zelo dobro obiskane. Še posebej, recimo, je bil lani zelo uspešen poletni večer. Pripravili smo Librisov poletni pesniški večer, na katerem so sodelovali in skeču. Moram reči, da so zelo lepo pokazali svojo dejavnost in tudi, moram reči, tako igrivo, humorno in so bili ljudje zelo, zelo zadovoljni. Po drugi svetovni vojni je Istra doživela množično izseljevanje. Veliko Istranov se je izselilo v Trst, pa tudi dlje, v svet. Mi iščemo sledove za njimi, zapisujemo njihove bridke ali trtke življenjske zgodbe in jih vabimo k sodelovanju.